Zdi se, da je trenutno prevladujoče prepričanje, da je mehanizem ogljične prilagoditve na mejah, angleško Carbon Border Adjustment Mechanism oziroma CBAM, relevanten samo za velike proizvajalce iz emisijsko intenzivnih panog in pa nekaj zelo oddaljenega, saj bo polno implementiran šele leta 2026. Vendar pa sta obe trditvi zelo površni, če ne že kar daleč od resnice. Nabor produktov, ki so predmet uredbe o CBAM, je relativno širok. Jeklo in železo, vključno z nekaterimi končnimi produkti, kot so na primer vijaki, matice in podobno, aluminij, cement, gnojila, vodik ter električna energija. Svetovalna družba, ki ni niti proizvajalec, niti trgovec s katerim od naštetih proizvodov, je zaradi implikacij uredbe CBAM spremenila nabavno verigo IT oddelka v eni od držav. Za veliko družb je to, vsaj na kratek rok, težko in povezano z visokimi stroški. Čeprav je implementacija res postopna do leta 2026, pa bodo morali uvozniki že tekom prehodnega obdobja med 1. oktobrom 2023 in 31. decembrom 2025 četrtletno poročati o uvozu blaga, ki je predmet uredbe, ter pridobiti dovoljenje za uvoz tega blaga. Predmet poročanja je vsaka pošiljka v vrednosti nad 150 evri. Pričakovati je, da bo nova obveznost poročanja povzročila precejšnje breme za družbe, saj bodo mnoge od njih sploh prvič poročale o vgrajenih emisijah toplogrednih plinov. Izračun emisij je kompleksen proces, pri čemer se je potrebno zanesti na podatke dobaviteljev iz tretjih držav. Nenazadnje in po končani implementaciji pa bo vpliv CBAM na podjetja tudi finančen. Bodisi neposredno zaradi plačila dajatev na uvoz ali pa posredno preko višje cene produktov.